Drage gledalke, dragi gledalci, z nami v studiu je pater Vladimirjem Kos. Pater, dobrodošel. Hvala. Zadnjič bil med nami lansko leto, ko je bil tudi v tem času na potovanju v Sloveniji, kjer ima obveznosti, to niso počitnice, ampak je to za njega kljub njegovi častitljivi starosti študijsko delo. Ne? Točno. No, in tema današnjega pogovora je, kaj se je zgodilo na Japonskem in širše na Daljnem vzhodu od lani do letos, tako na v Japonski sami, pa okrog in pa v cerkvi na Japonskem. No, pater Vladimir, kakšni premiki so se zgodili zdaj v tem letu, recimo v japonski politiki, pa japonskem vodstvu, kaj je novega? Jaz bi rekel, da je najbolj za nas, katoličane, važno, da smo zmožni ugotoviti razvoj, rast naše cerkve. In to lahko rečem, da se dogaja na Japonskem. Posebno s pomočjo družin, ki postanejo katoliške in ki pritegnejo nekatoliške poganske Japonce, prav s tem, da so katoliška družina. In kar ponavadi imajo katoliške družine vsaj 3 otroke. Ne? Izjemoma morda samo 2 ali zelo izjemoma enega otroka. Ne? In ti otroci, seveda, če so vzgojeni prav v katoliški veri, so spontani, srečni, imajo čisto drugačen nastop, kot pa je otroci iz poganskih družin. Ne? Tam je še zmeraj tista velika disciplina, ki je pravzaprav vlada cele Japonske. To je samurajska disciplina? To je samurajska disciplina? To je točno. In zakaj? To je zanimivo, da tega ne slišiš na Japonskem dostikrat, ampak dejstvo je, vidiš pa posledice tega je uvida, da so Japonci silno čustveni. In zato že od mladih nog, posebno tam okrog tja do 6. leta, so tako disciplinirani, da jim to gre meso in kri. Ne? Pa če tega ni, potem ne vejo, se nam drugače sprostijo, kot pa mi, kadar smo, naprimer, v kakšni veseli družbi. To se posebno zgodi, naprimer, če pijejo alkohol. Ne? Potem večina Japoncev potem, če nimajo takšne vzgoje, zgubi kontrolo pravzaprav nad samim seboj. Ne? In zato pa tudi ob drugih priložnostih se kaj lahko tako zgodi. In zato se že od mladih nog, res bi rekel, so navajeni, da so pod strogo, lahko reči, da najstrožjo disciplino, ki pozneje se bo to pojavilo v življenju. In to pomaga Japoncu, da nastopa v javni družbi, tako kot od njega pričakujejo, prav mož in ženska, za oba velja to. In naenkrat vidiš te otroke sproščene. Na lep način, seveda, razgrajajo, kakor drugi otroci, otroško, se igrajo, ampak je neka razlika. Tako da je člani poganske družine, prijateljske družine, na Japonskem je silno važno to prijateljstvo. To je že od mladih nog se ljudje navadijo na to. In prijateljstvo pomaga sosedu, držijo skupaj sosedu, naprimer v času neurja, tajfuna, potresa. To prijateljstvo pomaga ljudem, da držijo skupaj, in grejo tudi skozi večje katastrofe, ki pač zadevajo Japonsko. In tako se te poganske družine, člani poganske družine
se informirajo. Pa kaj ste napravili z vašimi otroci, ne? Glejte, so drugačni od naših, ne? In potem pa so razni načini, kako katoliške družine skušajo razložiti, ne? Razliko, ne? Naprimer, nekatere pravijo, pa pridite z nami naslednjo nedeljo v cerkev, ne? Pa boste videli en del tega, kar mi doživljamo. Ne? Potem drugi spet, ki se bolj razumejo na razlago, ne? Ja, naši otroci so kot mi, kot oče in mati, ne? So krščeni, so katoličani in gredo redno, naprimer enkrat na teden k pouku, ne? Za otroke. In posebno, če šola ni katoliška, ne? In tako mi živimo katoliško življenje, ne? In to privabi, ni nobene prisile, ničesar, samo enostavno razlog. In vidijo se rezultati, ne? In potem na ta način pritegnejo katoliške družine, poganske družine, ne? Da se začnejo vsaj zanimati, ne? In včasih se zgodi, da otroci prej sprejmejo krst pa starši, ne? To se zgodi. Ni često, ampak se zgodi. In ker pa vi, recimo duhovniki, pridigi, kako te vrednote družinske podajate, kako jih predstavite, kako jih razvijate pred njimi, kako jih uvedete, kako govorite o teh vrednotah, kako to poteka? To so razne poti, ki vodijo Japonce k cerkvi. Naprimer, ena stvar je kot sem rekel, prijateljstvo, ne? Prijatelj katoličan, prijateljica katoličanka, ne? Lepega dne njega ali njo vprašajo, pa kako živite, posebno, če vedo, da je on ali pa ona katoličan, ne? To je ena stvar. Potem druga stvar je seveda nedeljska maša. In posebno o praznik, naprimer o božiču ali pa o veliki noči, ne? Nažalost pri nas veliko noč ne praznuje tako, kot bi morali, naprimer, kot praznujemo božič, ne? In božič je zdajle po zaslugi Amerikancev, ki so prišli na Japonsko, pravzaprav neoficialen praznik po celi Japonski, od severa do Okinava. Po celi Japonski. In jaz, ker sem sam videl, boste videli, kaj se reče, božično drevesce pred pagodo, to se pravi pred templem šintoistov ali pa budistov, ne? Tako in je v otroških vrtcih, vsaj v Tokiu, ne, dobijo otroci, tudi če je to budistični ali pa šintoistični otroški vrtec, dobijo nekaj za božič, razumeš? Tako da čutijo, darilo, da čutijo, da morajo na nek način proslaviti to kot to delamo mi, ne? Torej, nažalost, kaj se reče, velika noč se ni tako razširjena po japonski kot božič, ne? Božič ima še pa to prednost, da daš nekaj posebno otrokom, veš? In Japonci seveda imajo radi otroke, ne? To drži japonsko družbo, japonsko državo skupaj pravzaprav, ne? Ta trdnost, se pravi, družine, razumeš? In tudi če gre vse dol, družina se skuša ohraniti, ne? Tudi s pomočjo prijateljev, prijateljskih sodružin, ne? To je tako močno, da bi si jaz kar želel, da bi mi Slovenci lahko imeli kaj takega, razumeš, ja? Imate vi tam recimo za zakonce kakšne posebne, povemo, zakonske skupine ali predavanja v župniji ali seminarije? Točno, vse to imamo, razumeš? Pa ne vemo,
koga bo to prijelo, razumeš, ne? Ampak vse to se dogaja, jasno. Imaš reklame za takšna druženja, ne? In je dosti ljudi pride skupaj, razumeš, ne? Tako da je res en način, bi rekel, širjenja krščanske vere, ne? In potem včasih se to zgodi popolnoma nenačrtno, imaš kakšen zanimiv program ali pa zanimivo predavanje, ne? In potem vmes pa pridejo posebno, če je predavatelj katoličan ali pa katoličanka, ne? Potem tudi pridejo vprašanja iz publike, ne? Ja, kako to mislite, kako da ne? In tako je, ne? Celo življenje res, od ponedeljka do nedelje je na Japonskem je zelo, bi rekel, do neke mere napeto, ne? Ker ljudje hočejo naprej, ne? Razumeš, ne? In tako so vzgojeni, ne? In lenoba je na Japonskem glavni greh, ne? Tako da vsak skuša vsaj nekaj delati, ne? In to pomaga celotni, ne? To vzame seveda čas. Ne moreš reči, naslednje leto nas bo toliko, ne? Ampak hvala Bogu zdaj, če me vprašaš, koliko nas je katoličanov, nas je zdaj že čez 500 000. Ne? Saj še nismo 1 milijon, ampak pred nedavnim so bili protestanti, luterani, protestanti. Jaz rabim besedo protestant, zato ker je luterani so samo ena ločina med brstami. In imenujejo se pa Združena japonska cerkev, tako se imenujejo. To je uradni naslov za te razne, za luterane, druge protestante. Ne? In do nedavnega so oni bili so imeli večino, ne? Tako da nas je bilo nekaj pod 500 000, ne pa nad. Ampak zdaj smo jih prekosili, hvala Bogu. To pa zato, ker se na luteranski strani, na protestantski strani se hitro lahko poročiš, hitro ločiš, razumeš? In nimajo otrok, razumeš? Tako hitro, te nove poroke in tako dalje, vse, dejansko nimajo otrok. In tako gre število družin dol, ne? Pri protestantih. Ja, pri protestantih. In pri nas pa seveda, ko imamo glavno, ko poudarjamo, kako važna je družina, razumeš, ne? To pa gre počasi gor, ne? Prehitro to bi bilo ni dobro znamenje, ker to pomeni, da temelj ali osnovne stvari niso tam, kjer bi morali, potrebuješ čas. Ne? Tako da, če počasi rastemo, dobro je, to je znamenje zdrave rasti. Kaj drži, recimo, japonsko družino, hinduistično, kako pač je, skupaj? Je to želja po preživetju, ali je to neko izročilo, ki se predaja, ali je to en način, kako oni živijo za državo, za narod, ne? In kaj od tega je katoliška cerkev sprejela, kaj pa doda temu katoliška cerkev? Doda vse tisto, kar je različno od podedovanega v japonskem ljudstvu, kar je različno od šintoizma in od budizma, razumeš, ne? Je pa tako, veš, da je v japonskem človeku je moškem in ženski je tista vitalna sila naprej, razumeš? Dokler se da in do kamor se da, razumeš? In to pomeni, da sprejmejo tole katoliško vero, ker jim da na dodatno moč, razumeš? Novi navdih. Ja. Ampak fundamentalno je volja, razumeš, greš naprej, ne? Ja. In zato, hvala Bogu, se naprimer število samomorov manjša. En razlog za to je tudi ta, da so v večjih mestih, da je vlada uvela urade, ki so specializirani prav za tiste ljudi, ki so obupani, ki ne morejo najti dela. To se pravi, nimajo namreč možnosti, ne? Razumeš? Delo je na razpolago, ne morejo delati, ker ne razumejo, razumeš dela, ne? In ti ljudje pridejo zdaj
na posvetovanje in tam specialisti jim skušajo pokazati tisto delo, ki ga lahko napravijo. Tako da tisti, ki so napravili samomor, ki jih nihče ni sprejel, prav tisti ljudje grejo zdaj tje in število samomorov se manjša. Med študenti je pa še zmeraj isti problem, to se pravi, ti naprimer največkrat gre za to, da je morda leto za letom skušajo priti na kakšno slavno univerzo, ki bo pomenila za celo življenje, razumeš? Kariero, neke vrste, bi rekel, izredno pozicijo, ampak jim ne uspe. Jaz poznam človeka, ki je uspel po 7 letih, razumeš? 7-krat je. In to pomeni dosti denarja, ker kupijo knjige, ki jih učijo, kako se pripraviti na svet, razumeš, nimajo nažalost tistega, kar bi morali imeti, razumeš, v glavi, In nažalost med študenti, ampak se manjše število, to je dobro, In tudi med Japonci sami se širi spoznanje, da lahko japonski svoji deželi, svoji državi bolj služiš, če živiš, če nadaljuješ življenje, kot pa naprej, če si vzameš življenje. Ja. In to kako se bo to potem recimo v katoliških šolah, kako pa, v čem so te šole drugačne od japonskih šol? So bolj spretne v prebujanju teh pravih drž? In kako to naredijo? Zavisi seveda, kje si, v kakšnem kraju, koliko naprimer vpliva na učence domača vzgoja, potem pa tudi so predeli, kjer je zelo močan budizem, razumem. Pa nas je, mislim, zdaj le samo še 5 glavnih budističnih sekt. V 11. stoletju jih je bilo ne vem koliko, ampak počasi se to je prišlo, mislim, do 5-6. Kaj, a so izumrle ali so prenehale delovati? Na eni strani je bila seveda tudi to zanimanje za budizem, ni bil zmeraj enak v vsakem stoletju. In je potem dejstvo, da je postala Japonska moderna država, in dala ljudem drugače od tele feudalistične srednjeveške države, svobodo, da se odločijo, lahko nadaljujejo, lahko nehajo, kar hočejo, razumeš. To je zelo vplivalo na to. Vse zato od tistih mnogih budističnih sekt imamo zdaj približno 5, razumeš. In še to je, ni preveč živo, bi rekel, razumeš. Šintoizem je pa tista vera, ki jo ima Japonec pravzaprav s svojim rojstvom. Ker od matere, da sem tako slišal, od matere največ slišijo, da je človek zato, ker ima dušo. In telo umre, duša pa ne more umreti, ker ni snovna. In ni kot telo, to je po domače rečeno. In zato ob smrti Japonc, Japonka preide v večno življenje, se pravi v tisti svet, ki je večen, ki ne večno. Ampak, in to je zanimivo, če si napravil v tem življenju nekaj, kar se ne spodobi, kar omadežuje človeka, Potem, če na tem svetu še nisi napravil pokoro za to, jo moraš napraviti na onem svetu, ampak ko je to končano, greš noica. Pekla nimajo. Razumeš? Ja. Budisti imajo življenje. Prosim? Imajo življenje pred seboj. Ja. Budisti imajo pekel, vsaj v nekaterih sektah, približno največ, mislim, 10,000 let moraš preživeti, če imaš kaj takega, zvoš na vesti, potem pa odideš v nebesa. Ampak je končen, večnega pekla ni, nekaj ne poznajo. To je tipično katoliška resnica, razumeš? Ja? In zanimivo, da v Evropi, vsaj v Evropi.
Kako potem sprejmejo to resnico, da je pekel večen? To zavisi, kako ti razložiš, naprimer, v pridigi, razumeš se, ali pa v katekizmu, ki ga učiš, razumeš, ne? Jaz imam tudi javne pridige, japonščini, pa kadar je treba pridigati v angleščini, ne, kjer čisto jasno povem, je krščanski pekel je večen. Ampak, če bi ne bil večen, bi se ljudje ne stresnili ob njem, razumeš? Ja. In rekel, jaz sem vesel, da je kaj takega, da kaj eksistira, ker sicer mi najdemo izgovore, razumeš, za vsako stvar, ki eksistira, ne moreš pa, če imaš tam, je večen pekel, razumeš? Ja? Če padeš noter, pa je konc, razumeš? Ja. In reče, to je pomeni resnost življenja, ne? In tudi mi tako razlagamo evangelij našim Japoncem, ne? Ja. In je to dobro razumejo, ne? In je pa tako, da jaz sem vsej v evropskih knjigah sem bral o tem, da Japonci ne poznajo pokore. Oni imajo nekaj besed, dobrih besed za pokoro, ne? In kot sem zdaj rekel, vsaj šintoisti, tudi budisti, ne? Vedo, če v tem življenju ne popraviš, kar si ga polomil, kjer si ga polomil, ne? Moraš na naslednjem življenju. To je zanimivo, ne? In so res, posebno šintoisti so zelo resni v tej točki, razumeš? Tako da dobro razumejo katoliško razlago, razumeš, o tem, da moraš obžalovati, kjer ga polomiš, ne? Ja. Kakšni so pa recimo ugovori te razlage? Recimo, kaj si ti največkrat slišal, zakaj so spraševali, o čem so spraševali, pa s čem je bila težava sprejeti to radikalnost, da je pekel večen? To zavisi od človeka, s katerim govoriš, razumeš? Ja. In posebno, če so naprimer imeli kakšne izkušnje z ljudmi, ki so jim delali krivico, razumeš, ne? Z ozirom na važnost, na velikosti krivice in na muko, ki se je potem, bolje razumejo, da če se ne spokoriš, tak človek gre v večnost, pa ne moreš z njim živeti v nebesi, ker se ne spremeni, razumeš? In to razumejo. Zavisi seveda, kako to razložiš, razumeš? In da v nebesih, da bomo srečno živeli, jasno, ampak brez tistih napak, ki smo jih delali tukaj na tem svetu, ne? Yeah. To razumejo. Posebno, če so morali trpeti, naprimer med vojno, je od raznih ljudi, razumeš, in njih ni bilo, to je malo, veš, No, recimo v Evropi, tu pri nas, pa tudi v Severni Ameriki, sekularizacija, kot pravimo, to zaprtost v ta svet, je najbolj načela prav to, vero v večno življenje, pa vero v večno kazen, v pekel, in potem, da je možno živeti, kot da Boga ni. Zakaj, recimo, sekularizacija na Japonskem v tem ni uspešna? Zakaj Japonci kljub temu živijo dosledno? En razlog je ta, da je pravzaprav tudi, če je Japonec budist, je najprej šintoist. To se pravi, da se zaveda tega, kar so oče in mati, razumeš? In morda večina Japoncev, vsaj kadar pride do tega, do javnega štetja, koliko vernikov ima ta in ona, ne? To vsaki 10 let država zahteva od vsakega, ki živi na Japonskem, bodi se Japonca ali tujca, ne? Da odgovori določena vprašanja. Eno vprašanje je, kakšne vere ste. In več kot 80% Japoncev odgovori, mi smo budisti in šintoisti, ker nimajo pravega pojma, ampak da so šintoisti, tega se pa zavedajo, razumeš? Morda ne poznajo niti besede šintoist, šinto, čeprav šinto je zelo lahko razumeti, to pomeni, šin je božanstva, to pomeni pot, torej pot božanstev, da slediš bogovom, to spravi, da živiš dobro življenje, pravo, pošteno življenje, to bekle po naše, In tako da
dosti stvari se razumejo že, ko rasejo v družini. Ne? Posebno, če je oče in mati res, če si vzamete za nalogo, da učite, razumeš, da vzgajate pravo otroke. Ne? Ne? In potem, če govoriš z odlasem Japoncem, veš, kolikokrat on naprimer, ja, to sem že doma, to so nam že povedali, to vem od doma in tako dalje. Takšne izraze slišiš in potem pa veš, da to je že neki soliden temelj, ne? Na katerem lahko gradiš. Ne? To je toliko stvari, ki zavisi. Trenutko, ko se srečaš s človekom, ki te vprašuje po krščanskih stvarih ali pa ki ga zanima krščanstvo, ne? Skušaš ugotoviti, odkot prihaja, ne? Kakšen je njegov horizont. Potem ima družino, je samski. Je morda vdovec ali pa vdova, ne, da razumeš, vse to igra vlogo. Ne? In ko se zanimaš, to tudi jim pokažeš, da se res, da se zanimaš za ne kot ljudi, razumeš, ne? In to se čuti, razumeš, kot se govoriš. Zato je tako važno, da znaš, da vsaj znaš do neke mere japonščino, ne? Ki potem rabiš tiste besede, ki zadenejo, razumeš. Tako je veš. No, to je globoko poznavanje japonščine, ne? Ja. Tako da in poznaš, takoj veš, o čem ta in oni človek govori, zato ker včasih je težko izraziti, kaj čutiš, ne? Oni so zelo zaprti vase, razumeš, ne? In potem rabijo kakšno besedo, ki takoj pove, zakaj gre, razumeš, ne? Ti odpre okence v notranjost. Ampak te stvari se moraš naučiti. Po tvojih izkušnjah, recimo zdaj, so še zmeraj na tem področju družine, ne? Katoliški cerkvi imamo več temeljnih pogledov na družino. Družina v Svetem pismu, družina kot zakrament Svetega zakona, potem pastoralni pristop, potem človeški pristop, se pravi mož in žena, ne, potem družina in spolnost, ne, in potem družina in vzgoja, družina in družba, ne, to je vse razdeljeno. Ne. Katere od teh tematik so najbolj prikladne, da lažje nagovoriš, recimo, ali pa lažje odgovoriš na vprašanje, ki ti postavljajo. Je to svetopisemski pristop, svetopisemska teologija v družini, ali je to zakramentalna, ali je neločljivost zakona, ne. Potem zdaj na Zahodu je zelo prisotna, prav vsiljujejo to istospolne družine. Kako je to tam? Veš, to se zavisi najprej od tega, ali imaš opravka s človekom, ki prvič pride, katoličano, ne, je moški, ženska ali oba, naprimer, ne. Včasih pride študent, ne pa družina, razumeš, ne. Študent ali študentka, ne. In morda to napravijo tako, da starši ne vedo, ker ne vedo, kako bodo starši reagirali na to, ne. To je ena stvar. Druga je pa potem tisti, ki so že katoličani, ampak veš, niso preveč bili doslej zainteresirani, ampak se hoče naprimer poročiti, ne. Da imaš posebne kurse za te in tam se tele problemi, je spolnost, družina, vzgoja otrok, število otrok in nadalje. Vse to se tam premeleva, razumeš, in pričakuješ, da vprašujejo, razumeš, ne. In če se res poznaš potem na tiste besede, ki so potrebne, ne, potem ni problema, veš, ker potem jih sam povabiš, gledajte, ali pa poveš najprej, to je katoliška, bi rekel, razumevanje tega problema, ne, kako sprejemate to, kako vidite, ne, vidiš, tako zavisi od tega, kje, v kakšnem položaju si, kdo te vprašuje, ne,
In potem seveda odločaš o tem. Ne? Je lažje, malce lažje, če imaš ljudi, ki vsaj nekaj vedo o katoličstvu, razumeš? Ja? Ampak na drugi strani spet tako, če imaš pravzaprav neke vrste veliko džunglo pred seboj, da nič ne vedo, ne? Potem pa step by step, kot pravimo, ne? Polagoma jih uvajaš. Ja, tako da, in če včasih se zgodi, hvala lepa za pogovor, ne veš, ali spet pridejo nazaj na pogovor, ne? Pa, njihova stvar, ne? Jaz lahko molim za ne, in vem, da ta molitev obrodi sad, ampak one ostanejo svobodna bitja, ne? In tega se dobro zavedajo, razumeš? Tako da ne sme biti pritiska, ne? Včasih pa prideš v stik s, naprimer, študent, ki pravijo, moja družina, oče, mati so proti katolicizmu, nič ne vedo o tem, razumeš, ne? Posebno na deželi je to, so gotove dežele, naprimer, jaz še vem, še zdaj mislim, da eksistira en del Japonske, kjer pravijo, če se poročiš dekletu, če je katoličan, te vročamo iz družine. Ampak to je zdaj zelo redko, je še, ampak je zelo redko. Tako da, če pride do poroke med katoličanom in nekatoličanom, potem to napravijo morda na skrivaj mestu, kam drugje, ne? In šele, ko se polagoma družina navadi, razumeš, misliti drugače, ne? Potem pridejo, potem jim povejo to, ne? Tako da včasih, veš, prideš, naprimer, si povabljen kakšno družino, se ti zdi, da so vsi pogani. Nihče ne ve, kdo izmed njih je katoličan, ker je nevarno o tem govoriti, brez priprave, ne? Ko pa se navadijo, to potem pa ni problema, veš, ampak so stvari, ki jih moraš na Japonskem obravnavati z veliko potrpežljivostjo, ne? S časom, ne? Ne moreš takoj reči ja ali ne? Poglejmo, počakajmo, ne? In oni tudi to čutijo, razumeš, ne? Si vzamejo čas, ne? Na to, ne? Včasih, potem še en problem je na Japonskem. Kaj ljudi se boji, da bodo izgubili prijatelje, če postanejo katoličani, ne? In ti ljudje nažalost čakajo do smrti, do smrtne ure, ne? Ampak do smrti prijateljev, ne? Župnika, ne? Ali kdorkoli jim da, ne? Glejte, jaz poznam eno stvar, osebno poznam. Dolgo časa, ker sem sam bil tudi v vojski, sem imel lahek dostop do japonskih oficirjev iz druge svetovne vojne, ne? In s takšnim človekom sva se spoprijateljila in dosti sva govorila o vojski, pa o tej, je bila neka tema, o kateri sva oba lahko govorila, ne? On svojega, jaz pa svojega stališča in polagoma je me začel vpraševati o katolištvu, ne? In zanimivo je, da je vedejo, da delam za otroke, da zbiram denar za otroke, ne? In sem od časa, da sem dobil podporo, ne? Ampak jaz nisem posebnega vprašanja postavil glede vere, če on me nekaj česa vpraša, ne? In tako je prišlo, pa naenkrat so odkrili, menda je bil zmeraj bolan, menda v želodcu, ki je neozdravljivo bolezen, ne? Je šel v bolnišnico, jaz sem ga, še ko je bil v dobrem stanju, sem ga obiskal. In potem pa je čutil, da se mu bliža konec, ne? Pa je prosil svojo ženo, poganko, ne? Naj poizve pri meni ali pri tisti stari gospe, ki je meni pomagala v socialnih zadevah, ne? Kako lahko postaneš kristjan? Jaz se še spominjam, kako je bilo, ko je po telefonu poklicala
to mojo sodelavko, katoličanko. Ne? Žena. Ja. In ta katoličanka je vzela knjigo, ne? S knjigo prebrala, ki so si bili v sorodu, ne? No, vzemi papir in napiši te besede. Japonske besede, tako imamo za tisto, veš, tisto najkrajšo formulo za tisto, ne? Po telefonu je to, ne? In ona, ne, sorodnica, so si zapisala, ne? In je vodo pripravila, razumeš? Odnesla v bolnišnico. Pokrstila. In še danes, kako jaz vem, je njegova žena še zmeraj poganka, ne? Ampak ne vem, kaj notranje, kaj vse, ker je vse sorodstvo je pogansko, razumeš? Skoraj vse. Imajo pa dva daljna sorodnika, ki so postala katoličana, veš? Tako, da ne veš, razumeš? Pa je ena prisotnost je, ne? Tačno, ja. Prisotnost je. Ampak zanimivo, da je vse to še eno šlo po telefonu, razumeš? In jaz takrat nisem bil prisoten. Pozneje, ko sem se srečal s to enim gospodom, slišal je vse, kar je spadalo k sredini, in me pokazala, a je to pravilno. Ja, no, pravilno, ni problema. Ne? In potem pa je prišel do pogreba. Krstno formulo si narekoval. Krasno. In je prišel do pogreba in vse sorodstvo je seveda pogansko, razumeš? Pa so vedeli, da sem jaz prijatelj tega, ne, da smo bila prijatelja, ne? Pa so me povabili na pogreb, budistični pogreb. Najprej sem moral biti v templju, ne? Jaz sem bil čisto zadaj, sem sedel, pa sem rožni venc v roke, da ne bom nikomor podlegel, ne? Potem si videl, kaj ne veš. Zanimivo, da berejo stare molitve, ki so prišli iz Indije, ne, jih ne razumejo. In posebno zato, ne, ker je stara japonščina. Tam, ne, veš. Znajo pa brati tiste, ki se slišijo. Ne. In včasih se bonc udari na gong, ne, to pomeni obrniti stran na drugo stran. Ne. Tako enostavno je napravljeno. In približno kakšne pol ure, ne, molijo. Potem pa grejo v grobu, ne, ki je na ozemlju tega templa, ne, kateremu je ta človek pripadal, preden je postal katoličan. In potem pokopljajo. Ja, še prej so pa, to je bilo pa nekaj dni prej, pa seveda upepelijo, tako da imaš samo žaro tam. Ne. Tako za pogreb pride poštev samo žara, ne. Podajo v zemljo noter in navadno je tisto zemljišče so kupili njegova žena pa sorodniki, ne? Tako da bodo lahko tudi ostale sorodniki pokopali tam, veš. To je svoj grob. Ja, nekaj bi se kipta. Ja. Ampak morda sem pozneje to olepšali, ne vem, nisem pozneje videl, ne. Ja. In pozneje smo, in po tem pogrebu imajo seveda veliko pojedino, ne. In sem sedel poleg žene, ne? In nisva znala, ena besedica nisva govorila o njegovim sopremljenju, ker bi bilo nevarno, ker na levi in na desno so sedeli seveda sorodniki, ne? In če bi kaj takega slišali, ne? To je bilo... No, mogoče še tole. Sedajni papež Frančišek je torej z družino postavil v ospredje še bolj kot do sedajni papeži. Ja. Kako je to na Japonskem odmevalo? Kako to odmeva? Ste to sprejeli v cerkvi? Eno stvar lahko rečem, ker ne vem, nimam pojma, kako, ker toliko pokrajine, razumeš, kje se to širi, ne? Ampak eno lahko rečem, kar sem že večkrat doživel, kako nekatoliški Japonci spoštujejo sedanjega papeža. Kaj jim ugaja? Da je čisto na enostaven način govori, da ni tistega sijaja okrog, razumeš? Potem se, ker ko Japonc vidi nekaj takega, naprimer cesarja, ne, se zmeraj čuti tako na dnu, ne, razumeš? Ja. In tega pri tem pa še ne čutiš, razumeš? Da je tako človeški, razumeš? Ne? In to sem že večkrat slišal. Da je vstopil v srca. Večkrat sem slišal to pohvalo. Ja?
No pa recimo glede družine, kaj posebej pohvalijo Japonci? Recimo, tam stop. njegovo razumevanje težav v družini, potem njegovo napore razumeti najrazličnejše stanja. Glede, to deloma zavisi od javnega obveščanja na Japonskem. Ne? So govori papeževi, ki delce tega ne, prevedejo v japonščino, ne? In tudi navadni državni organi, ne, ki to posredujejo naprimer na televiziji, ne, ti bodo to povedali. Ampak papeževi govori in tako dalje, te pa pravzaprav razumejo samo naši katoličani. Ne? In potem, če govorijo o tem s prijatelji, je pa druga stvar. Ne? Tako da ta javni nastop, pa način nastopa, to jim pade v oči, to pa vidijo na televiziji. Vsebina govorov, to pa je druga stvar, zavisi, ali si katoličan ali ne. Ali kakšen stik imaš s tem. Ne? Ja. Kaj pa recimo tele krizna stanja, istospolne družine, kako je to na Japonskem? Kako je to urejeno, recimo družina moški, ženska? Kako je to urejeno? Ja, to je že od davnega, ne? Na Japonskem je to lepo urejeno, tako da spoštujejo, razumeš, moškega kot moškega, žensko kot žensko, dekle kot dekle, fanta. In če je družina zdrava, ne bo prišlo do konfliktov v tem. Ne? Konflikt se že pozneje, ko naprimer mlado dekle spozna mladega fanta ali pa narobe. Ne? Na drugi strani je pa še en problem, ki je velik na Japonskem. Naprimer je družinski oče doseže visoko stopnjo v japonski družbi. Ne? To se pravi, da dobiva več denarja, kot pa ga potrebuje za družino. Ne? Zdaj pa seveda se odloči, ali bo on skrivaj, včasih pa nazadnje se to zgodi javno, si poiskal še kakšno žensko, ne? Na račun lastne družine. Njegova žena, jaz sem tukaj govoril s temi nesrečnimi ženami, ne? Pravi, to razdele družino, ni več mogoče imeti res posebno z otroki skupaj. Ne? Ja. Nimaš čuta, da je to ena družina. Ja. On je vsem druge, ne? In hvala Bogu, da to ni tako splošno, razumeš? Vsaj ne ve se splošno, veš? Ampak žene čutijo to, ne? So mi že večkrat rekli, mi ženske čutimo, da nekaj ni v redu, razumeš, ne? In včasih je, veš, se pa tudi zgodi, da še, ko mož naprimer zboli in ve, da je konc življenja, ne? Potem pa se vrnejo domov, veš. In seveda matere, ženske ponavadi imajo dovolj potrpljenja, pa tudi ljubezni, če so katoličanke, ne, da mu strežijo do zadnjega trenutka, razumeš, ja? Ampak to se zmeraj ne zgodi, nažalost, ne. Ja. Včasih pa umrejo proč od družine, razumeš, ne. Zdaj pa problem je pa ta, če je mož družine visoko stoječ, ima seveda ime, ne, v japonski družbi, ne, in to ime avtomatično preide na družino. Ne? Tako da imajo otroci, ki se lahko... Cela družina gre v višji status. Vsa družina je temu primerno spoštovana. Ne? In otroci imajo temu primerno lahek dostop do univerze, do položaja. Ne? Zdaj pa, kot sem jaz enkrat slišal na gospe, ki sem jo obiskal izven Tokija, in mi je rekel, glej, krasna palača, ne? Ampak mrzla kot pokopališče, razumeš, ker mož je živel z drugo ženo, ne? In je do konca mislim, da je nekaj dni pred smrtjo prišel nazaj, ali pripeljali so ga nazaj, ker je bil... Na koncu življenja, ja. Ja, in kako je potem bilo, tega pa ne vem, ne? Žena ga je sprejela, razumeš, s kakšnimi besedami. Druga stvar je pa,
in žena mi je potem rekla, gledajte, če bi jaz ga pustila, lahko ga, po japonskem zakonu ga lahko, razumeš, ker so otroki ven. Jaz in moji otroci zgubijo tisti privilegiran položaj, ki ga je moj mož imel. Razumeš? Zato zdržim do konca, ne grem ven. Ne? In to je včasih res težko za te japonske žene. Ampak človek razume, razumeš? Ker ona je rekla, gledajte, moji otroci bodo zdaj, koliko jih imela, tisti družini 3, imajo dostop do univerze, ne? Krasno. Ne? Pozneje, ko so tudi jaz, če se hočem zaposliti, ne? Te družine sem, bodo sprejeli takoj, ker sem tako visoko, ne? V družbi sami. Ne? In to je seveda. So pa spet družine, ko žena vzame otroke, gre na deželo, dostikrat pride z dežele, ne? Gre na deželo in tam skuša najti kakšno zaposlitev, da preživi otroke. Tako da imaš te tragedije, ostanejo, ne govorijo o tem, razen med prijatelji, ne? In tudi ne pišijo o tem, na televiziji tega ne vidiš. Ne? Ampak to se dogaja, to se pozna, da to so vrzeli luknje v poganski družbi. Razumeš, ne? Ampak japonske žene imajo ogromno potrpežljivosti, veš? Že čisto naravno, ne? Tako da to zdržijo, ampak včasih pa pride do samomora. Posebno, če morda en sam otrok, ne? Ali pa otroka ni v družini. Ne? Ali pa če že odrastel, te je lažje. Za mater je lažje. Ja. No, kako pa, če sedaj malo to leto pogledamo tudi glede odnosov Japonske do drugih držav, do Koreje, Severne Koreje, Južne Koreje, do Kitajske, do Rusije. To so zdaj 3 vele sile, ne? Rusija, Kitajska pa Japonska. Ne? Koreja pa Japonska, ja. Koreja pa se poskuša z atomskim orožjem. Kaj je to zdaj spremenilo v tem letu, te odnose? Japonska se oborožuje in sicer najmodernejšimi ameriškimi letali, ladjami. Najbolj tudi iz podmornice pa nič videti, ker to po japonskem zakonu morajo Japonci vedeti, zakaj gre, zakaj dajo denar, ne? In se kaže samo za trenutek na televiziji. Ne? Samo kot informacija. Ja. In vem tudi, da Kitajska seveda ima ogromno ljudi, ogromno vojakov, ne? In jih vežba, ne? Na Koreji pa enako. Ne? Koreja si tudi, odkot dobiva orožje, tega pa ne vem. Vem samo za Japonsko, da je za Amerike. Ne? Smo lahko videli. In je tudi sam obrambni minister pove, to in to smo kupili v Ameriki. Ne? Je pa tako, da je res, ni bi rekel pravi mir pri nas. Ne? Zato, ker so napetosti posledica druge svetovne vojne. In zato sedanji ministrski predsednik gospod Abe skuša doseči nenapadalne sporazume s Kitajsko, Korejo. Rusijo. Ja. O Rusiji se nisem kaj takega slišal, je malce oddaljena od Japonske. Ne? Ampak zdaj ljudje pri nas na Japonske je pa tako, da večina, mislim, da podpira ministrskega predsednika, tako da bi imela Japonska vsaj hrbet zavarovan, ne? S temi nenapadalnimi sporazumi. Ne? Je pa komunistična partija na Japonskem, ki je proti in ščuva ljudi. To je propaganda, vlada nas hoče spraviti v vojno, kje je nasprotje, ampak to je komunistična partija, ne? To je zmeraj proti pravemu miru in tako dalje. Ne? No pa, do kakšne mere tukaj zdaj vlada, povemo, svobodna, če veljajo še tisti zakoni po drugi svetovni vojni glede oborožitve, ne?
da lahko ima nekaj malega vojske in to samo za kontrolo lastnega teritorija, ne, to ni nič torej napadalnega. osvajalnega, ne. Kako zdaj tu vlada v teh okvirih, v zakonskih okvirih deluje in kupuje te nove sisteme? Kako so naredili? Ja, malce se spremenijo, kar zadeva tolmačenje teh zakonov, ne? Zakaj? Zato, ker imamo ti IS, Islamic State, ne? Ja. Ne? In te napade, ki se neprestano nadaljujejo tudi, ne? Tako da je res vprašanje, ali lahko ostaneš brez orožja, razumeš, ne? Ne? In vsak trenutek lahko ki izbruhne kaj, ne? Tako, na eni strani tolmačenje je bolj široko kot neposredno po drugi svetovni vojni, ne? Na drugi strani je spet tako, da ljudje ne mislijo dosti o novi vojni, ampak nasprotja se kažejo, razumeš, ne? In ne vem, če človek, ki bo morda je potreba tu in tam kakšna vžigalica, ki prižge dinamit, ne, pa imaš. Ja. In vse zato, Japonska pa ve, kako je, da če ne bi bilo Amerike v ozadju, ne bi bila, je tako, veš, to so otoki, ki jih lahko napadeš vsak trenutek, ne. No, pa koliko Japonska jemlje resno, recimo, severnokorejskega ministra Kim Sunga? Nekaj let po vojni je Severna Koreja ugrabila približno 25 Japoncev in Japonk in jih je odvedla na Korejo, ne, in jih spremenila v Korejce, na Severne Korejce, ne. Zdaj Japonska se trudi ves ta čas, da bi vsaj spoznala, ali ti ljudje še živijo, ali so umrli, kaj se je z njimi zgodilo. So se poročili, so postali Korejci, ne. In oni bi seveda, družinske vezi so močnejše kot pa državne na Japonskem, ne. In vidiš dostikrat v televizijah, kako prosijo po televiziji severnokorejsko vlado, ne. Povejte nam, ali naši otroci še živijo, vse to, ne. Kaj se je zgodilo z njimi, ne. In vsako leto, vse doslej je bilo tako, je Severni Korejci organizirajo, razumeš, slovesno dvorano, pa ljudi z epoletami in tako, ne. Se trudimo, ne, pa nič ni bilo doslej, nobene pozitivne novice, kakor jaz vem, ne. Ja, to pa zmeraj znova kažejo na televiziji, ne. Japonci so rekli, mi imamo riž, ki ga vam bomo dali v trenutku, ko nam boste povedali, kako je s temi, ki ste jih ugrabili, ne. Ogromno riža je bilo uvoženega na Japonsko, ko pred leti je bila slaba letina, pa ni bilo dovolj japonske riža, ne. In Japonci pa nimajo radi riža, ki je uvožen od zunaj, ker ni tako dober kot japonski riž, ne. Tako so enostavno spravili niso mogli prodati, vlada je to kupila v zameno za tiste stroje, tako dalje, ki jih lahko izvozili, veš. Naprimer, Vietnam ima skoraj vsi avtomobili so japonski, ampak zato pa mora Japonska sprejeti od njih to in ono, razumeš? Exchange, kot pravijo, ne. Yeah. In je tako, da imaš magazine, spravi skladišča, državna, kjer imajo to riž na razpolago, ne. In kako hitro bi Severna Koreja ugodila japonskim prošnjam, bi dobili riž, ne, ker tam menda umirajo od lakote, pravijo vse tako pa nas, takšna govorica se širi, ne. Yeah. Ampak se nič ne zgodi. Zadnjikrat je bilo, kdaj je bilo? Poleti je bilo, da so se spet... No, pa recimo po tvoji presoji, po presoji Japoncev, kakšno nevarnost predstavlja Severna Koreja, čisto realno? Ja, kar zadeva Japonska, mislim, da je Japonska močnejša kot Severna Koreja. Če bi prošli do spopada, ne. Ampak vprašanje je, kako bo Kitajska reagirala, ne. Kitajska praktično podpira, pa tudi Rusija podpira Severno Korejo, ne. In
Južna Koreja pa je morda po čustvu in tako dalje bližja Japonski kot pa Kitajski, ne, kateri so njihovi sosedje. Ne? Ne? In sodeč po Korejcih, ki jih imamo, južnih Korejcih, ki jih imamo na Japonskem, ne, študenti in tako dalje, ne, mislim, da so bolj razpoloženi naproti, bolj prijateljsko razpoloženi naproti Japonski, kot pa naproti Kitajski. Ja. To čutiš, ko govoriš z njimi, kako oni sodijo o japonski stvareh, ne. So mladi in zato nimajo posebnih predsodkov, da bi ne govorili o tem, so vidiško. Ampak je težko reči, ker vse to, ta diplomacija in tole, vse toliko stvari se dogaja skrivaj, ne. Mi tega navadni ljudje tega ne vemo. Japonci pa svojo kitajsko prisotnost, kitajska politika, zdaj ta močna vojska po eni strani, ne. Potem del Kitajske je dobro razvit, ne, podeželje ni. Kako gledajo na prihodnost Kitajske? Bolj kot problem, Japonci skušajo pozabiti na to, kar so delali od leta 1937 naprej, ne, s Kitajsko, ne. Na oni strani pa je bolj težko, na kitajski strani, ne. Čeprav, naprimer, imaš odličen izvoz in uvoz, obe državi profitirata od tega, In ogromno Kitajcev obiskuje Japonsko. Jih zanima, kako, razumeš. Japonska je neke vrste azijska Amerika, razumeš, ne. In potem pa pri nas imaš to prednost, da so japonski ideogrami, to so japonske črke, ne, do 70% iste kot na kitajske, ne. Tako da, na primer, ko Kitajc stoji pred železniško postajo, ne, bere tiste po kitajsko, ampak ve, zakaj gre, to je železniška postaja. Iste, da ne, je samo 30% vseh znakov je bilo spremenjenih po drugi svetovni vojni, na Kitajskem. Drug pomen. Ja. In tako se čutijo kot doma Kitajci, ne? Berejo, zakaj gre, ne? In jaz sem enkrat gledal kitajski časopis, nekdo je prinesel med iz Hongkonga. Vse razumeš, zakaj gre, če pa ne moreš izgovoriti tega, po kitajsko, ne. Bereš po japonsko, ne. Če bereš tiho, te sploh noben ne sliši, ampak. Moraš pa brati tako kot na japonskem, tudi na kitajskem, od zadaj naprej. No, v čem pa je Japonska, recimo, vzgled Aziji? A je to njena ekonomska učinkovitost, a je to njen družbeni, socialni sistem, ali je to to obdobje 50 let trajnega razvoja, ne? Odkar so prišli Amerikanci, je to raste, ne? Ja. Največji vtis napravi na Azijce, ki pridejo k nam, je tale, bi rekel, red, razumeš, ki vlada, ne? In je s pomočjo tehnike, naprimer železnice, avtomobili, avioni, ne? Potem kako so naprej, da lahko kupuješ, naprimer, posebne mašine, na Japonsko niti treba iti v Ameriko, ne? In tudi to, da so Japonci dosti stvari razvili na japonski način, tako da je ceneje kot v Ameriki, razumeš? Čeprav včasih je še problem snovi, razumeš, kakšno snov, ne? To vpliva zanje silno, ne? Ta napredek, ne? Potem red, po katerem se Japonci ravnajo, veš? Ti milijoni, ne, naprimer, če moraš kje čakati, se postavijo instinktivno v vrsto, razumeš? Ne kot pa nas, da greš naprej. Jaz sem večkrat napravil to napako, jaz sem mislil, čim prej prideš, tem hitreje. Kje? Ti se moraš lepo postaviti v vrsto, ne, in čakati. Adam po Adam, ne? Točno, da prideš na vrsto, ne? No, kaj pa, recimo, kakovost življenja Japoncev pa recimo Kitajcev ali pa Južnogorejcev, v čem so Japonci bolj zadovoljni s svojim življenjem kot pa recimo Kitajci?
glede prehrane, imajo boljše prehrane, imajo boljše stanovanja, imajo boljše avtomobile, imajo boljšo vzgojo pri otrocih. Posebno, ja. Potem imajo recimo občutek, da jih država ceni, ne. Potem, da ima država skrbi za bolnice, za zdravje, pa to. Kako je to, kako se Japonci tega zavedajo in v čem so recimo prednosti pred drugimi Azijci? Tiste azijske države, ki še zmeraj, na primer, imajo v najvišji časti, na primer, cesarja ali pa to cesarsko družino, razumeš? Čeprav morda zdaj, po drugi svetovni, tega nimajo več tam, jo pridejo na Japonsko pa vidijo to, razumeš, v obraznih priložnostih, ne? To ni vsiljivo, razumeš, ampak ko to vidijo, se morda spominjajo svoje lastne zgodovine, ne? In to cenijo, ne? Potem tudi razne načine, naprimer, kako se oblečeš. In to pride še morda iz 19. stoletja sem, ne? Tisti kimono za moške pa za ženske, ne? In način jedi, ne? Naprimer, paličice, chopsticks, ne? In tako da ni treba, nekaj v Aziji, tu in tam še rabijo roke, ne? V Arabiji, naprimer, ne? Gre z roko v riž noter. Tako da to ima ta napredek in da v javnem življenju ne čutiš pritiska, ampak vse posod veš, kje so važne postojanke, tam je policija, ampak je ne opaziš, razumeš? Policijo opaziš v prometu, ne? To pa je važno, da lepo teče, ne? Ni tako, kot sem slišal, jaz nisem bil nekdaj na Filipinih, ampak tam je promet. Prideš, kada prideš, ne? Tega se Japonci ne morejo privoščiti. Je preveč ljudi, razumeš? Ja, more vse lepo teče. No, ampak to je tudi tem kakovost življenja, ne? Ja. To vse potem izboljša kakovost življenja, tako da v tem smislu imajo tudi korist od tega, ne? Potem tista naravna hrana, ker dosti japonske hrane se stoji iz naravnih sestavin, razumeš? Tako da tudi to jih spominja na to, ne? In posebno potem pa japonski riž. Jaz se že spominjam tistih časov, ko so prihajali na Japonsko boat people, to se pravi tisti, ki so si lahko rešili življenje, v Vietnamu, ko je bilo splošno, ko so komunisti prevzeli Vietnam, ne? Takrat se je mnogo ljudi si je hotelo rešiti življenje s tem, da so si kje kupili a pa nabavili čoln, ne? In s čolnom šli na Japonsko, ki je bila najbližja. Vsaj menda z ozirom na tokove v morju, ne? Je bilo najlažje priti sem. Tako da mi smo jih imenovali boat people, čolne, ja. In lepega dne s prijateljem so se srečali, prijatelji večkrat hodijo na Vietnam pred vojno, ne? Je poznal tega gospoda, ki je bil ravnatelj šole, pa njegovo ženo. Majcen. Ne, to je bil drugače. Vem, poznam Majcen, ampak to je spet drugi del Vietnama, ne? Ja. In pride, povabim jo, da oba pozdravima tega človeka, ki sta se rešila po ladjah in je vprašala, kaj bi hoteli jesti. Karkoli nam ponudite, z veseljem sprejmeva. Je bila nedelja, pa peljeva to dvojico v kako se temu reče, Veleblagovnica, ja. In je dober lokal in prosim, naročite, kaj sta naročila? Samo japonski riž. In mi so se čudili, pa še kaj druga. Glejte, japonski riž je tako dober, da šele zdaj, ko jemo ta riž, vemo, kaj je riž. In pa, a nimate kitajske riže? Ja, oni ga pripravijo na drugačen način. In seveda Vietnamci to posnemajo, ne? Da pa snemajo, pa nimajo pa riža, predelanega riža, kot imajo na Japonskem, ne? Tako, no, dragi pater, zdaj so že proti koncu, zdaj pa se vrnemo malo v Slovenijo. Tukaj v Sloveniji med drugimi opravili, ne,
si tudi prinesel novo zbirko s seboj, ne? Sem. In bo zdaj se pripravljal za tisk. Ja, upam, Kaj je to? Kaj je to? Koliko pesmi bo, pa o čem govori in kdaj so te pesmi nastale? Te so nastale. Veste, kadar prinesem takšno zbirko pesmi, je vključim nekatere, ki jih imam doma, že pred leti, ampak se mi zdijo vredne publikacije, ne? In drugače pa med letom, ko živim na Japonskem, ne, pripravim pesmi, tako da tokrat je nekaj, morda 72, 73, nekaj takega, ne? In naslov te nove zbirke pa je pesmi spod Pečarovske laterne. Jaz sem Prekmurec in je nekaj pesmi tudi iz Prekmurja notrna. In Pečarovci, to je približno 12 kilometrov iz Murske Sobote proti Goričkom. Ja. In je prijeten grič, prijazni ljudje. In tam sem večkrat povabljen od mojega starega prijatelja, župnika gospoda Hozjana. Ne? In tako so dosti večerov prebili, res pod laterno, staromodno laterno. Ne? Ampak ti je dovolj svetlobe, razumeš, da sediš tam pa govoriš, ne? Se pogovarjaš. Ne? In tako sem dal tej zbirki to ime, potem, ker je nekaj pesmi iz Prekmurja tudi. Ne? Dosti je tudi iz Japonske prav, razumeš? Slovenije tudi, ne? To je pač tisto, kar te zgrabi kot pesem, ne? Pa ne moreš programirati od začetka, ne? Da moraš pripustiti čustvo srcu, ne? Ne gre drugače, ne? Čisto zanimivo, včasih prideš mimo stvari, ki navadnemu človeku nič ne reče, ampak potem vidiš nekaj, pa ne moreš pozabiti. Jaz si ponavadi zapišem potem vsaj idejo, razumeš, ne? In ko pridem domov, in ko imam čas, ko opravim druge posle, ne, pa zvečer, ne, pa grem, se dobro spominjam, ker sem si zapisal, razumeš, ne? In potem pa morda nastane kakšno pesem iz tega, ne? Ampak hočem zmeraj imeti pri sebi kakšen notes, ne? Da se zdaj, ko sem... navdih pride, da ga zapišeš? Včasih gre hitro, včasih pa morda, ker je zvečer, pa sem trudno delam čez dan, ne? Če te muza prav ne poljubi, je to, ne? Točno, od tega so vsi. To je to, ja. No, ampak to so zmeraj izpovedne pesmi tvoje, ali je to poezija, ko vse to, s čemer si v stiku, da to potem preliješ v umetniško besedo? Jaz tega ne morem, ne vem, ker to pride znotraj, razumeš? Ja. In ko vidiš tisto stvar, ki te zgrabi, ne, in potem, ker nimam časa, to greš na poti, ne, kam kakšnemu delu, potem, ko imaš čas, se spet pomisliš, pa kaj te je zgrabi, da razumeš, to je, ne, takrat, ne. In to skušaš izluščiti iz tega, bi rekel... Prvega navdiha. Ja. In tako da včasih pride čisto naravno na kakšno virsko, posebno, če je bil praznik na tisti dan, pa ni nujno, ne? Včasih ostane to, na primer, pesem o kakšni roži tam, ki te zgrabi, razumeš, ne? Včasih kakšen človeku, ki ga vidiš, veš? Ja. Ne morem reči, ne? Meni to, te rože dopadajo, ampak nimam še navdiha, da bi pisal, da bi to nastala pisal. Lahko bi, po meni zgrabilo tako, razumeš? No, v čem je navdih znamenje mladosti? Zato, ker je to neko novo spoznanje, ali ker je to en izbruh življenja v čisto novo področje? Veš, jaz lahko dam odgovor na to, ker sem malce sam pomislil, kako je prišlo do tega. Jaz sem začel
Pri nas naše slovenske zime so dolge, ne? In očeta ni bilo doma, je bil zaradi dela drugod, v drugem delu države. In mama nam je otrokom, nas je bilo 5, razumeš, je v družini brala pravljice in je pesmi, razumeš, ne? In ko so mi, otroci smo seveda poslušali, je zima je dolga, razumeš, ne? Pa me je zmeraj zgrabila pesem, pa nisem vedel zakaj, razumeš? In potem, ko sem šel v šoli v 3. razredu osnovne šole, sem napisal prvo pesem. Mislim, tako, že to je primitivna, si lahko misliš, ne? Jaz se malce se spominjam, o čem je bilo, ampak zanimivo, da sem čutil, da moram nekaj napisati, razumeš? In od takrat, od časa do časa sem tako pisal, ne? Razumeš? Če so ljudje sprejeli, to ni motilo, razumeš? Tudi lahko so zavrgli vse, kar sem poslal, kakšnemu časopisu, ampak vseeno. Izpoved je bila. Vesel, da sem to lahko napisal, veš? In isto je bilo, ko sem šel na Japonsko, zdaj ni bilo nobenega stika s Slovenijo, direktnega, ne? Vsaj v začetku, ne? In potem pa sem čutil, fant, okej. Zvečer posebno, ko sem imel čas za to, ne, se sedem, pa sem napisal kakšno pesem, ne. Čeprav nisem jo mogel poslati nikamor, ne, ampak me veselilo me je, fant, to je nekaj je drugačno od tega, kar bereš, razumeš. In ko si zapisal, je ostalo, ne? Ja. Včasih se pozneje, naprej se vrneš, kaj sem včeraj pisal, ne, potem pa gledam, popraviš kak to in ono stvar, ali pa se ti ne zdi prav, potem pa zavržeš, razumeš, ne. In nikdar me ni bilo strah, ker sem prvo prosil, zato ker bo spet prišlo, veš, iznotranje se, ne. In pride, razumeš, ampak kdaj, kako, Bog ve. Ampak je to znak res vrhunskega življenja, ne? To je. Pesem je izraz življenja, ne? Tako da to... Ja, to pa čudiš, da je, to je nekaj, svet postane malce drugačen, razumeš? Seveda. In globlje prodreš v razne življenjske skrivnosti, veš? Ko se izraziš, ne? No, fajn. Ja, hvala za ta pojasnila pesniška, ne? Ja, zdaj počasi bomo končala, ne? Ja, prosim. Ta pogovor, torej, leto obsorej spet naprošen, da priješ sem, ne, da bomo o tem slišali še nove stvari. Ja, kot sem dejal, že nadaljujem za naslednje leto. Tako. Hvala za obisk v studiu, hvala za vsa ta pričevanja, ne. Potem želimo ti veliko zdravja še naprej. Hvala lepa. Drage gledalke, dragi gledalci, pater je dopolnil 91 let, ne, in je mladosten in to mu želimo tudi za naprej. Danes od vas poslavljamo in se zahvaljujemo še enkrat za ta pogovor. Hvala lepa. Bog klonaj.